Dobrodošli v prav posebnem dogodku na Radiu 1, dogodku, kjer se srečajo junaki prave zimske pravljice. Za nami so meseci, ki jih ne bomo pozabili. Sezona, v kateri so padali kristalni globusi, zlati orli in se svetile olimpijske medalje vseh barv. In danes smo ta občutek ponosa preselili sem, v naš Laško pub na Radiu 1. Ja, v bistvu to pa ni samo kviz, no? To je poklon vsem, ki so to sezono ustvarili. Ljudem, ki so s pogumom, disciplino in neverjetno energijo dokazali, da Slovenija vsekakor ni majhna država, vsaj kar se tiče športnih dosežkov. Najprej predstavimo tim Orlice. Z nami so danes izjemne skakalke. Naše Orlice, ki so nas navduševale skozi celotno sezono. V Laško pub vabimo najprej Niko Vodan. Nika iz zaleta naravnost za našo mizo. Vprašanje, Nika, zate, kako bi zadnjo sezono opisala z eno samo besedo? Vrhunska sezona. Super. Lepo si to opisala. In vabimo tudi Katro Komar, ki zna leteti, danes pa bo morala tudi razmišljati. Ja, Katra, daj še ti opiš sezono z eno samo besedo. Boljše. Boljše? O, super. Aplavz, evo. Prihaja pa tudi Taja Bodlaj. Dokaz, da prihodnost že trka na vrata. Trk, trk. In to smučmi na nogah. Taja, zadnja sezona v eni sami besedi bi bila... Naporno se je bilo vrniti. Po poškodbi, a ne? Ampak zdaj si tukaj. Ampak lepo, da dobro okrevaš, evo. In pa tukaj tudi Maja Kovačič, pripravljena na vsak veter in meter. Evo, Maja, pa še tvoja beseda, ki bi opisala to sezono. Dve. Zelo fajn. Zelo fajn. Tudi super, evo. No in zdaj ime, ki ga zadnje mesece izgovarjamo, ja, skoraj tako pogosto kot še eno rundo Laškega. Nika Prev! Nika, čestitke za vse te dosežke. Kako bi pa ti, recimo, zadnjo sezono opisala z eno samo besedo? Zanimiva. Zanimiva, smisel, da bi rekla zmagovalna. Dobar, zanimiva. No, na drugi strani pa naši Orli, ekipa, ki skoraj ne potrebuje predstavitve, pa jo vseeno dobi. Tako je, z nami je Anže Lanišek. Sinonim za stabilnost. Evo, petka. Danes pa v bistvu preverimo še tvojo stabilnost živcev, Anže. In pa povej, kako bi ti opisal zadnjo sezono z eno besedo. Pestra. Pestra, super. Naslednji, Žak Mogel. Žak je že pripravljen na skok. To. Kako bi ti opisal besedo? Dolga. Sezono, mislim, ne besedo. Malo trik je bil, veš. In pa Rok Oblak, danes brez dresa. Oblak? Oblak? Se upravičujem. Rok Oblak. Danes brez dresa, ampak še vedno v dobri formi. Rok, tvoja beseda, s katero bi opisal sezono letošnjo? Najboljša. Najboljša. Super. Lepa beseda, lepa beseda. In seveda, drage dame in gospodje, Domen Prevc! Evo me, kam grem? Ja, najprej petko, nama da. Evo. No, kar nadaljal, kjepto, petko. Takole, bravo, 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 bravo. Evo, Domen, te pa dovoljimo dve besedi za sezono. Dve besedi. Ja. Jaz sem pa že tuhtaten, samo eno rabo. Pa uno dvakrat povej. Sanska. Sanska, bravo! Lepo, evo. Ko danes takole gledamo to ekipo, pred sabo je jasno eno. Takšni uspehi se ne zgodijo kar sami od sebe. Res je. Za njimi stojijo leta dela, predanosti in ogromno podpore. Tako je. In prav tukaj ima posebno mesto pivovarna Laško. Podpora slovenskemu športu ni samo sponzorstvo, ampak dolgoročna zgodba zaupanja. Zgodba, ki športnikom omogoča, da se lahko osredotočijo na tisto, kar
kar delajo najbolje, premikanje meja možnega. Tako. Pivovarna Laško že vrsto let stoji ob strani našim športnikom in pomaga ustvarjati pogoje, v katerih nastajajo zgodbe, ob katerih navijamo in tudi ponosno povemo, odkot prihajamo. Iz majhne države z ogromnim srcem, sploh ko gre za šport. Zato iskrena hvala tudi Pivovarni Laško, ker verjamete v naše športnike in jim omogočate, da lahko letijo tako visoko in daleč, kot si upajo le sanjati. Tako, ja, hkrati, evo, kaj imamo aplauz za Pivovarno Laško, ker hkrati pa Pivovarna Laško in Radio 1 odpiramo vrata tudi novi generaciji glasbenikov z Laško glasbenim poligonom, kjer mladi glasbeniki dobijo priložnost, da stopijo na svojo pot in mogoče nekoč tudi oni postanejo zgodba, o kateri bomo govorili. Tako šport kot glasba potrebujeta pogum in prav lepo je videti, da nekdo stoji za obema. Ja, ampak zdaj pa je čas, da preverimo še eno stvar. Ne razdalje, tokrat, kaj mislite? Znanje! En aplauz, malo veselja, evo. Na oder Laško pub kviza prihaja človek, ki zna postaviti vprašanje tako, da še najbolj samozavestni za trenutek malo utihnejo. Edini in neponovljivi kvizmojster, Dino Kapetanović! Hvala. Jaz grem kar tlele vmes. Aha, ja, evo, izvoli. Mislim, da to edini neponovljivi ob taki družbi je mogoče malo nefair, da me napoveš. Super, hvala za besedo. Hvala za Ki so besedo. vprašanja. Ne, to ne smeš vedeti. Niso take vprašanja danes, ki bodo kakorkoli, da boš rabo vedeti odgovor, to bodo bolj za... Si to nikoli na tvojih kvizih bodo realni, ne? To je res. Ja, okay. Prvo, vidva v bistvu ne boste vodila tega kviza, ampak ga bosta tekmovala bosta z našimi šampioni in šampionicami, orli in orlicami. Aha, Tako da okej. v bistvu, Lara, tebe bomo posedeli tjale k fantom. Fantom, Ja, okej, hvala. evo, Sem se šiba. dobro počutil. O, evo, imamo to, fante, ja, hvala, Dežo, vse In dobro. pa, Miha, kam boš pa ti potem šel sedeti? Punce, moje ste. Evo. Ja, sem pa malo premoč, punci je malo več, ne? Ja, mogoče je malo premoč, ampak mislim, da pri teh vprašanjih... Se tudi mene malo več kot tebe, ne, skupaj. Tako da- Okej. Jaz mislim, da je tebe več kot cele tvoje ekipe skupaj. Pustimo to, evo, tako mikrofone si boste malo podajali, lahko pa tudi kaj rečete, se vas bomo že nekako pobrali. Tako, takega šampionskega pub kviza še mislim, da nismo imeli, ne vem koliko tega zlata in žlahtnih kovin, jaz nisem imel še okoli sebe. Vidva sta Hvala. pripravljena. Mi sem pripravljena, Ja. moram pa razložiti tudi še skakalcem in skakalkam. Dinotova vprašanja so nepredvidljiva Ja. in tudi tale kviz je velik vprašaj, tako da znajdete se, a ne? Tako, A je to dober nasvet? To je odličen nasvet. Miha, ti si dolgoletni zmagovalec tega kviza, tako da veste, da znanja ni treba preveč pokazati. In pa danes v bistvu vas ne bom spraševal o nekih stvarih, ki jih boste res rabili vedeti. Vprašanja bodo drug o drugem. Se pravi, fantje boste mogli kaj za punce povedati, punce pa Aha. kaj za fante. Tako? Okay. Upam, da ste si kaj zapomnili, fantje, no, da imate Domna je dober postal spomin. strah v terenu. Jaz sem tle edini, ker se moram pa še svoja sestra doma gledati, tako da... Ja? Vse To je lahko prednost, ne? smo napisali par, da ne boš v težavah doma, tako da pri kosilu se ne boste grdo gledali. Ok, a smo pripravljeni? Ja, jaz sem Domna ful poslušal, ker smo imeli intervju že danes in zdaj vem neki punce, bom pol na uho povedal, helikopter. Misliš, da... Ej, ja. Sestra tega najbrž ni vedela. Helikopter. Ok, bomo zdaj še Helikopter. uradno začeli. Naj se začne najbolj legendarni Laško pub kviz. 3, 4, zdaj! Evo tako. In ker imajo punce prednost, bomo začeli na moji levi pri orlicah. Miha? Jaz sem Orlica, ja. Seveda, da si. Punce, Miha, kdo od fantov bi bil najboljši radijski voditelj? Miha, ti v bistvu lahko, funte ti bodo pomagale. Kaj ti misliš? Žak? Absolutno? Se vsi strinjamo? Ker jaz se itak strinjam. Aha, se kar Žak posvetujejo. ali žaba? Veliki izbir. Dvojni Ž je zdaj dilema. Ja. Žak ali žaba? Žak in žaba šov bi mogoče bil. Ja. Kaj pa če bi bil Dobro duo, ste en tak duo? Žak in žaba šov, ja, mi se strinjamo, ne? O? Žak to je težko izgovoriti. Žak in žaba šov. A se strinjamo, fantje, žak in žaba šov? Bi šlo skozi, ne?
Raj, par skokih ostanemo. V redu, točke bom jaz imel v glavi, bomo na koncu to sešteli. Zdaj pa gremo Karlom. Orli, kdo bi se od punc najboljše odrezal na karaokah? Kje raznapet. Zdaj ima takšne afterpartije, no? Pa ima takšne karaoke. Drugače bi rekel tista, ki je najmanj sramežljiva. Tako da jaz bi rekel Taja. Taja. Taja, Taja, kater komad poješ, če greš na karaoke? Sweet Caroline. Odlično, 3 točke. Bravo, fantje. Vi tudi 3, iznačeni ste. Okay. Gremo. A dobim še eno točko bonus, če Zakaj? povem, kar pa jaz vem, da je to tudi Niki najljubši komad. A res? Ja, v bistvu, rada ga poslušam, tako greš ven. To greš, ok, oba Ampak ni dobite po eno najljubši, točko. čak je malo. Ja, kaj pa mi pa dobimo točko, ker dela doma izpit za helikopter. Ok, to si bomo lahko cel dan, gremo mi naprej. Orlice, punce, kdo od fantov je najboljši v fuzbalu? Ker v skokih so vsi top, kaj pa fuzbal? Kdo ima najbolj to nokco za streljati? Kaj bi rekel? Ne vem, jaz ne kako žak. Žaba. Jaz sem slišal tako, žaba, žaba. Pravi žaba? Ni džaba, džaba, ampak žaba, žaba. Ampak žaba, žaba. Vam gre dobro fuzbal? Žak tudi. Spet žak pa žaba, vidiš? Ne, žak se To je že minus točka, lej. Kdo bi bil pa najboljši golman? Kdo dobro lovi žogo? ne, noben se ne strinja za fuzbal. Okay, ne vem. Žaba, mi Žaba. rečemo žaba. Žaba. Zadnji odgovor. To je to? Ne vem. A ja, Lej, če to je dobro, pa imamo itek točke, če ne Če veš. boš to iz reprezentance fuzbala, se boš mogel javiti, zdaj smo te dobili. Točka, vsak pa eno točko. Okay. Dobro. Gremo naprej. Fantje, kjera punca je najbolj organizirana? Kjera ima najbolj planer, zrihtan, nikoli ne zamudi? Katra. 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 Katra? Katra. To je vse. Vsi se... Ne, to je pa 5 točk, lepo prosim. To je 5. Zakaj? Okay, zakaj je Katra najbolj organizirana? Ne, pač sej, ona nikoli ne zamudi, ne. Ona je bila Aha, danes okej. ob 6 že, res na parkirišču. Res, okej, no. 50. Okay. No, pa si res zaslužimo 5 točk. Ja, pa jaz dobim 6 točk, zato ker sem imel Katro za drugi avto. Čakaj malo, pa Je starejši od tebe. No, pa dobimo še mi dodatne točke, ker je doma parkiral na Deželakovem mestu, ko ga je dobil za rojsten dan. Ok, vsak po 10 točk. Punce, gremo k vam. Kdo od fantov najbolj skuha kavo? Pa je isto, kot pri nas. Noben ni skuhal, to je Točka. to. Fantje, res Minus ne. 5 točki za fanta. Čakaj, fantje. Prost. Ne, To- Nika bi nekaj povedala. Aha. Nika? Ona, Ja, ti veš, če ti brat zdaj skuha. Ja, ne skuha kave, ker ne pije. Ne pije kave, ja, pa. pije. Še vse, Ampak ne, doma zna zelo dober čaj pripraviti. a čaj? Čaj. Ja, ne pa, ker smo na pripravah v Kranjski gori, jaz vedno, ker imamo tam pojuno naročko, kavo, to pravo espresso, pa moj brat ima tudi kavarno in valjda. Sam res. Pa res kave kuhajo, no. Tako da, Ok, Te ne, točko vas- dobite, prav, točko dobite. Oni pa niso dobili. Ampak, Oni izgubijo, ja, Izgubijo. mogoče minus, težko, zdaj smo se ujeli. ali pa izenačeno. Izenačeno, tako, super rešitev. Jaz pa mislim, da Žak naredi dober smuti, tako da dajmo eno točko. za Žaka. Okay. Točka zate. Dober. On ga ne pije. Sam dela. Ja, dela ga pa. Važno, da ga znaš narediti. Orli, bomo pa to raziskovali. Orli, za vas Ja. vprašanje. Katera od punc, tlele, največkrat pozabi denarnico v avtu, ko je treba plačati? Zakaj to nismo vprašali za Deželaka? Lahko verjetno tudi želako. Lahko On rečem, je v bistvu zdaj ti on je v bistvu tudi za Deželak. Želako. To je to, ne bomo več le. Aha. Želak, Jaz nisem orlica, orgelce pa zaradi igram. Ja. orglica. Orglice. Ok, pustimo to vprašanje. Gremo do naših
punc. Kdo ima največ možnosti od fantov, da ga na letališču tako dajo na ta poseben pregled, ker je sumljiv? Koga bi odpeljali v... Domen? Domen. Praktično celotna skupina je rekla ti. A so te že kdaj dali rokavice gor pa pregledali na letališču? Podrobno? Ne, to sem dejansko že imel. Kaj pa je bilo? Več tasga zgleda, pač ta klump zgledam, pa šver. Ta klump. Pa se meni se tudi to skozi dogaja, tako da... Ti orle šverce iz Avstrije. A pa so ti kaj najdel? Nič posebenega. Ja, ne, zaenkrat sem tle, tako da... Mogoče se hočejo pa sam šampionom pogovarjati, a veš? Ja, vidiš. A pa hoče narediti kakšen selfie, tam dajo rokavice gor pa en selfie. Ja, tudi taki primer. Ni dobro, da rečeš v službe, danes sem pa dom naprej pregledoval, pa odprl bo vse ruzak in tako. Ti bi ga imela v sobi za pridržanje. Gremo naprej. Za Domna, upam, da jih ne bodo na kakšni meji vzeli. Gremo pa mi naprej za naše orle, pa se bomo malo maščevali. Dajte nam povedati za punce, katera ima največ možnosti, da dobi kazen za prehitro vožnjo. Tako v avtu, ne na smučah, to ne velja. V avtu. Ali pa na motorju. Jaz bi rekel, da Taja. Taja. Ali pa Nika Vodan. Ali pa Nika Vodan. Aha. Nika. Nika? Enega nisem dobro. A nisi dobil še nobene? Ne, to zato, ker se je izgovorila. Aha. Zdi se je izgovorila kazen, ne veš, Ne? kar rečeš. Ne, a ima kjera Ne, a ima- punca sploh kazen? ima kakšno piko? Prevožno. Pa res samo eno, ne? Nika ima pokazali so tudi na Niko. Nika. Nika ima, ja. Nika ima pa je eno kazen? Kakšno? Pa eno ima Ati, pa eno ima mami, pa eno ima jaz. Ste si podelili lepo. Super, tako je treba. Domen, ti imaš kakšno? Zdaj so se že izbrisale. Drugače sem pa imel malo hujše podvige kot Nika. Ne bomo Ja, ne, pik pa nimam. A, to pa nimaš. Okej. Si pa plačal. Ja. No, No, to je to, jasno. Polovičko. Enkrat. Polovičko, ne? Polovičko. V redu je, za polovičko pa. V bistvu bomo vsem dali ene par pik, ker vidim, da jih radi nabirate, pa bomo pustili tukaj. Zdaj pa gremo k orlicam. Za fante, kdo od naših orlov najbolj smrči? A kdo tako, ki ga slišiš skozi steno? Smo imeli enega tazga. Aha, pa ga ni več. Imeli smo, ampak smo ga dali na Radio 1. Aha, naš novi junak. Se pravi, če boste kdaj skupaj spala, scene tam v sobi noben ne bo spal. Ma se, če oba smrčiva, pol se to... Iz nič, ne se ne. Nič se ne. Oj, sem zlej. Ne, žal. Gremo do fantov. Katera mislite, katera orlica največkrat pozabi rojstni dan od drugih? To najbrž. Žak? Žak je v športnih vodah najbolj. Dajte mi malo pomagati. Nika, ni. Taja je veseljiva. Deluje kar natančno, ne? Mogoče Nika. Ne vemo? Nika, prej. Mislim, vemo, da Deželak ziher pozabi. Ja, Deželak, a kdaj ima Anja rojstni dan? 11. Kjer ga? 4. Kaj pa Jana, Morel? 18. drugi. Ja, okej, dobro. Točka, Kdo točke? Da, to, 25. maj. to ve, kaj je bil praznik še v njegovih časih, a veš, tako da. Ja. Daj vam pa jaz. Sam res. No, okej. Najbolj, da me še za hišnika Janeza vprašate. To bi mogel vedeti. Tako, Deželak, 5 točk dodatka Za dobro voljo. Za dobro voljo. Tak. Tako, gremo k orlicam. Kdo od fantov ima prepoved, da izbira muziko v avtu? Kdo se ne sme na Bluetooth povezati, ker veš, to bo katastrofa? Ok, to je pa zdaj resna situacija. Ja. Rabimo posvet. Aha, se kar strinjajo. Če pravi, komu raj dajo. A komu raj? Lahko pa tudi komu raj. Kdo pa se vedno poveže? Ok, dajmo. Sam mikrofonček. Rok.
Rok. Rok. Kaj pa rok posluša? Kaj pa zavrtiš, ko se povežeš na Bluetooth? Čez polati. Ja, če je rok, pol se rok posluša, ne? Kaj sploh Bluetooth? Ja. Ma ne, jaz poslušam čisto vse. Čisto vse. Se pravi, povežeš se, kuj black metal daš. Celo pot. Okay, Pa kakšno govejo vmes preleti. Pa to je super. Ja, no. Rok, 2 točki za Govejo. da se boš večkrat povezal na Bluetooth. Zdaj pa gremo k fantom. Fant je, katera od orlic ima največji screen time? Aha. Kjer je največ na telefonu? Katera je največ na telefonu? Aha, to pa vejo očitno nekaj? Ne, pač Kata razdihne, ona je taka... Ampak Taja, ti sme tako sumljiva skozi. Nika prejec res ne mara telefona. Ok. Jaz bi rekel, Nika Vodan, ne, ona Kuška. Zanimivo predvidevanje. Bi rekel mlajši del, tako da Maja pa Taja. Zdaj se pa odločita vidve. Jaz ne. Telefone van. Pa screen time. Maja pa Taja sta najbolj sumljivi zdaj za screen time. 30 minut. Ne, 2 tedna nazaj, pa eno. Povprečje rabimo. Maja pa Taja, to. Teden. Ura 34. Ura 39. To je dejansko zelo malo. To ni to, koliko imaš ti, Lara, screen time-a? Jaz imam... Čakaj. 6 dni, Ja. Čakaj. Screen time. Dobro, sam to je bila dolga vožnja do Dunaja, no, ampak 5 ur pa pol. 5 ur. Ja, je dolga vožnja. Ok, imaš še ti poveš? 22 minut. Ja, A ja, dobro, to je danes, povprečje. A ja, ok. Ok. Lara, Jaz sem točke za... nekaj ti moramo dati. Ja, prosim ga. Ja, pa 1 točko za uno, ki ima rada kuška, prosim. Ja, seveda. Eno, ki ima kuška, ja, tako, seveda dobiš 2 točki za kuška. 4 za vsako nogo 1. Ok. Treba je. Zdaj pa gremo k orlicam. Zadnje vprašanje, eno mogoče tako, ki boste znali vedeti. Komu največkrat od naših orlov nenadzorovano se spusti smučka po skakalnici? Domen. A smo Moramo nas za nazaj pogledati. Nika, prav smo zihar. Kaj mislite vi, fanti, a imajo nekako prav? Jaz lahko iz prve roke potrdim, Da je to res. res. Pa se sploh še komu to kdaj zgodilo, ali je to tako? A se je, komu? Njegovemu bratu. Pol je to v familiji. Definitivno je to v familiji. Niki se še ni, ampak jaz verjamem. Da te vedeli vse. Mogoče se... Lahko sem jih videl. Kaj je bilo v Lahtiju, sorry? Nič, če vem, v Lahtiju ni bilo nič. In pa to mogoče ni neka noviteta, zato ker na Radio 1 smo tle delali ta eksperiment za Laško 00 Pixno, ki smo jo dali v noter v smučko in jo spustili in je zletela. Zdaj pa v bistvu za dodatne bonus točke. Koliko je letela ta smučka, Laško smučka sama po skakalnici v Planici? Koliko metrov? Na kjeri skakalnici? Na Velikanki. Velikanki. V Planici. Prav na Velikanki ste smučo dol spustili. A ste ga Ja, gledali? Roškar je bil zraven, tako. Ja. Koliko je letela? Kaj rečemo? Ne, da je letela smuča, koliko je letela? Koliko je letela? Ja. Pa je Roškar Koliko tudi na metrov? roke zmeral, tako da veš, da je točen. Koliko bi rekel? Kaj rečemo? Ja, drugače smuča kot sama ne gre zelo delač. 29 metrov? A rečemo več? Ne, Več. Mi rečemo 75. Ne, pa ni. Kar je mer. Ja, v redu, zadnji odgovori so to. 75. Ja. Pa 25? 29. 29. Koliko je bilo? Smučka je letela 45 metrov, se pravi, so orlice bližje. Opa, dobite točko.
Super, to je v bistvu so bila vsa vprašanja. Jaz imam tle cel cajt že žirijo noter v ušesu, tako da moramo samo preveriti, kaj se dogaja. Tle se derejo name nine, tako da ste v bistvu vsi diskvalificirani. Ne, hecam se. Vsi ste danes seveda zmagovalci tega kviza, zato ker točke smo dala levo, desno. Te ne veš. Seštevati. Vsi ste zmagovalci in tudi vsi dobite nagrado. Nagrada pa so seveda vstopnice za legendarni že 61. po vrsti festival Laško pivo in cvetje. Jaz imam tam jih v kuverti, 2 sem si ven vzel, ostale si boste pa nekako vi mogli razdeliti. Zdaj pa Lara, Miha, to je treba zdaj nekako zaključiti. Ja. Lahko kar video prijete nazaj sem. Aha, evo. Jaz sem pripravil to, kar sem. A ja, to je to, okej, to je to za ta denar. Bravo! Bravo, evo, Dino. Evo, to pa lahko razdeliš. A razdelimo? Ja, razdeliš. Kar takoj v bistvu. Ovala. Čak, ti si že po defaultu 2 vzel. A ja, sam res, zapomnim si je. Tole, tako, hop. To ne krena. To so VIP vstopnice. VIP vstopnice, pa mogoče kaj vidimo. A ja, se vidva, a naj spustijo na VIP. Ja, upa. Vse pa pri meni dobijo, to je pa pol zaplačan. Ok, hvala Dino, tole je bilo kar divje, lahko se vsi strinjamo, ampak resno, iskreno hvala vsem vam, tekmovalkam, tekmovalcem in celotnemu strokovnemu osebju, kako ne rečem. Zaradi vas Slovenija znova in znova diha športom, navija na glas in je neverjetno ponosna na vas. Evo. Hvala pa tudi pivovarni Laško, ki s svojo podporo omogoča, da takšne zgodbe sploh dobijo krila. In če že govorimo o krilih, vsi skupaj že komi čakamo, da se vidimo od 10. do 12. julija, kje na največjem festivalu tega poletja, pivo in cvetje Laško. Se vidimo. Dekleta in fantje, želimo vam, kaj ne rečemo, super počitnice. Spočite si, ja. Že nekako odštevamo do nove sezone. Naj bo še uspešna, oziroma vsaj tako uspešna, ali pa še bolj. Hvala lepa vsem. Srečno. Jej!